Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. V sredo 23. januarja bo Slovenijo zajela nova stavka zaposlenih v javnem sektorju, v kateri naj bi po nekaterih pričakovanjih sodelovalo več kot 100 tisoč zaposlenih v šolstvu, na univerzah, v zdravstvu, socialnem skrbstvu, policiji, kulturi, javni upravi in številnih drugih dejavnostih javnega sektorja. Temeljni vzrok za nezadovoljstvo sindikatov javnega sektorja je odločitev, da se v letošnjem proračunu sredstva za plače v javnem sektorju znižajo za 5%, kar naj bi marsikje pomenilo bodisi odpuščanje javnih uslužbencev ali dodatno zniževanje že lani znižanih plač, ponekod pa menda oboje skupaj. O razlogih za stavko, možnih rešitvah in o tem, kako bo stavka v sredo vplivala na naš vsakdanjik, se bomo pogovarjali z našimi nocojšnjimi gosti. Na moji desni je predsednik območnega odbora Sindikata vzgoji in izobraževanju Podravja, magister Boris Radosavljević. Dobro večer. Prvi na moji levi, predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije, dr. Marko Marinčič. Dobro večer. In drugi predsednik Policijskega sindikata Slovenije, Radivoje Urošević. Dobro večer tudi vam. Z nami je na telefonski zvezi z Ljubljano tudi vodja vladne pogajalske skupine, minister za javno upravo in pravosodje, dr. Senko Pličanič. Gospod Pličanič, dobro večer, ali se slišiva? Dobro večer, se slišiva. Dobro večer, pozdravljeni. Gospod minister, mediji so po koncu današnjih pogajanj sindikati javnega sektorja navedli vaše besede, da boste na vladi preverili, ali imate pogajalci mandat, da se pogajate o višini mase plač za javne uslužbence. Kaj to konkretno pomeni in kakšna je vaša napoved nadaljevanja teh pogajanj? Ja, dobro večer vsem skupaj. Najprej bi povedal nekaj drugih stvari v zvezi za napovedano stavko. Torej, stavka je posledica v resnici znižanja denarja, ki je namenjen za plače javnih uslužbencev v proračunu za letošnje leto in naslednje leto. To znižanje je pa posledica situacije, v kateri je Slovenija. Vlada, ko je razporejala proračunske prihodke med različne proračunske uporabnike, po najboljši vesti, po najboljših močeh te razporedila tako, da bi bilo to čim bolj pravično. In ko je šlo za denar, ki je namenjen za plače javnih uslužbencev, je pač tega razporedila tako, kot ga je. Torej, kot ste sami lepo povedali, 5% manj, kot je to predvideno z rebalansom na lanski proračun. Drugače ni šlo. Vlada tega ni naredila zato, ker želi nagajati javnim uslužbencem ali pa ker jih želi še bolj stiskati, kot so itak že, pač pa zato, ker drugače ni šlo in ker je pač izhajala iz neke pravične razporeditve proračunskih prihodkov med, kot sem že pomenil, proračunske porabnike. To je pač neka realnost, v kateri smo v Sloveniji in to bi morali sindikati javnega sektorja čim prej spoznati, da je temu tako. Od tu naprej, kako potem doseči to prilagoditev, torej kako doseči prilagoditev različnih delov javnega sektorja znižani masi za plače, torej manjši količini denarja namenjeni za plače. Tu pa smo mi že zdavnaj sindikate pozvali k pogajanjem, k dogovorom o tem in moram povedati, da do petka, torej pa do napovedane stavke, se o tem niso želeli pogovarjati in pogajati. Ves čas so namreč problematizirali samo maso za plače, torej to znižanje mase za plače. In kakorkoli smo pojasnjevali, da tu drugače ne gre, ker denarja ni v Sloveniji, v našem proračunu, nekako tega niso hoteli sprejeti in razumeti. In tudi ta pogajanja, ki smo jih v petek začeli, potekajo v istem okviru. Torej, masa za plače je določena, proračun je sprejet, od tu naprej je pa želja in interes vlade, da se ta prilagoditev doseže na čim bolj mehek način, tak, ki bi bil za javne službence čim mehkejši, čim lažji. Torej, to konkretno pomeni z neodpuščanjem oziroma s čim manjšim obsegom odpuščanja javnih uslužbencev. Gospod minister, oprostite, če smem biti konkreten v enem vprašanju, ali nam lahko poveste, koliko je v denarju teh 5%, za koliko naj bi se znižala masa plač v javnem sektorju, torej v konkretnem znesku, ne vem, koliko je to milijonov? Glejte, po različnih delih javnega sektorja so ti zneski različni. Ravno zato, ker so razlike med posameznimi deli javnega sektorja velike. Imamo državno upravo, imamo zdravstvo, imamo šolstvo, zelo različne situacije v teh treh segmentih. Že znotraj same državne uprave so velike razlike med posameznimi ministrstvi. Tudi v posameznih ministrstvih so znotraj njih razlike med posameznimi deli ministrstv. In zato je nemogoče govoriti zdaj o neki enotni številki. Ne?
Torej, tisto, kar je posebej pomembno pri tem, da vaše gledalke in gledalci razumejo, je ravno ta različnost med posameznimi deli javnega sektorja. Zato je vlada bila prepričana in še vedno je, da je edini pravi način za pogovore, pogajanja o tem, kako to prilagoditev doseči, ta, da se o teh prilagajanjih pogovarjamo po posameznih delih javnega sektorja. Državna uprava posebej, zdravstvo posebej, šolstvo posebej in tako naprej, ker edino na ta način bo mogoče doseči najbolj pravične in, kot sem že omenil, najmehkejše načine prilagoditve. Ampak ali ne bi bilo smiselno oziroma pričakovati bi bilo, da po ministrstvih recimo imajo za posamezne sektorje, za posamezna področja že neka predvidevanja, že neke izračune. Drugače ne morete v proračun dati številk, če ne izračunate, koliko lahko prišparate recimo bodisi znižanjem plač, ne vem, privarčevanjem na raznih stroških ali pa v končni fazi tudi odpuščanjem. Ja, pogledajte, to je dobro izhodišče za to, da nadaljujem. Proračun je pripravljen tako, da za državno upravo, ki je, kot sem omenil, del javnega sektorja in to manjši del, so ti zneski določeni. Torej, jaz kot minister točno vem, koliko denarja imam na razpolago za maso za plače. In tako tudi vsi moji kolegi ministri. Za državno upravo je to jasno. Ko gre pa za tako imenovani širši javni sektor, kamor sodijo zdravstvo, šolstvo, sociala in tako naprej, tam pa so bili znižani s proračunom tako imenovani transferi, torej celotna količina denarja, ki gre iz proračuna in iz drugih javnih blagajn v te sektorje, zdravstvo, šolstvo in tako naprej. Koliko je pa znotraj teh transferjev sredstev predvidenih ali pa namenjenih za plače, je pa prepuščeno posameznim ministrom, ki ta področja pokrivajo. In tukaj ti zneski, ko gre za širši javni sektor, še niso znani. Poglejte, sindikati javnega sektorja od vlade pričakujejo, da se bo recimo držala tega dogovora, ki je bil sklenjen ob sprejemanju zakona o uravnoteženju javnih financ lansko leto, se pravi, da ne bo dodatno zniževala plač od tega, kar je bilo že znižanje v letu 2012 in da ne bo odpuščala oziroma zmanjševala števila javnih uslužbencev za več kot 1% na leto. Ali je o tem in o tej relativno konkretni zahtevi, ki izhaja iz že podpisanih sporazumov, sploh mogoč sporazum in dogovor? Jaz sem prepričan, da je mogoč, ampak na način, kot sem ga prej opisal. Ne moramo zdaj na centralni ravni, ko pa ne vemo, kako po posameznih področjih ti pogovori, ta pogajanja potekajo, ker potekajo že od konca prejšnjega leta, na centralni ravni nekih odločitev sprejemati ali pa kompromisov, dokler ne vidimo, dokot so posamezni kolegi ministri in potem znotraj njihovih področij posamezni direktori, posameznih organizacij znotraj javnega sektorja prišli v teh pogovorih s svojimi sindikati oziroma kako so oni sami, torej katere načine, katere kombinacije ukrepov so sami poiskali za to, da bi se prilagodili znižani masi za plače. Ob tem naj povem še to, da znižanje plač je v resnici že bilo izvedeno v preteklem letu in znižanje plač ni nekaj, o čem bi se mi zdaj pogovarjali, razen če bodo sindikati kaj takega predlagali. Ključno je pa seveda vprašanje znižanja števila zaposlenih. To je namreč tisto, kar je zdaj glavni problem. Če želimo namreč prilagoditi se znižani masi za plače, je potem, se vsaj tako kaže, in to je pač tista glavna skrb, kot razumem na strani sindikatov, da do tega ne moramo priti drugače kot z odpuščanjem. Mi pa tu trdimo, da je cel kup drugih načinov še, ki niso ne odpuščanje, ne znižanje plač, torej cel kup drugih ukrepov je na voljo že po veljavnih predpisih, s katerimi lahko tudi dosežemo prilagoditev znižani masi za plače. Gospod minister, moram vas še zadnje vprašanje moje. Nekateri mediji so namreč v teh dneh poročali, zato vas moramo o tem vprašati, da se na nekaterih ministrstvih v pričakovanju padca vlade pospešeno zaposluje. Šlo naj bi za nekakšno parkiranje strankarsko zvestih kadrov, ki ga sicer poznamo že iz mandatov prejšnjih vlad, ni greh samo te aktualne vlade. Ali ste preverjali, v bistvu, ali se to res dogaja in če se to res dogaja, kako bo po vašem mnenju javnost recimo sprejela na eni strani takšno zaposlovanje, na drugi strani pa recimo morebitno odpuščanje javnih uslužbencev? Torej, moram povedati to, da zato nisem še slišal, da bi se kaj takega dogajalo in zato tudi nisem nič preverjal. Povedati moram, da vsak razumen minister bo v tej situaciji ali pa bi v tej situaciji ravnal tako, kot se od njega pričakuje, torej bo počakal, da bo videl,
kako se bodo stvari odvile in ne bo zaposloval. Ne. Mislim, da tako ravnanje bi bilo pa res popolnoma nesprejemljivo v tej situaciji, v kakršni je zdaj Slovenija, ko pač imamo politično oziroma vladno krizo. Sploh pa seveda ob tem, na kar ste sami opozorili, ob tem, da se v določenem delu odpuščanja najbolj še ne bo mogoče izogniti in bi bilo seveda popolnoma nesprejemljivo na eni strani odpuščati, na drugi pa zaposlovati. Gospod minister, hvala vam za vaše odgovore in pojasnila in lep pozdrav v Ljubljano. Tudi vam lep pozdrav. Lahko noč. Lahko noč. Torej, tako slišali smo ministra in vodjo vladne pogajalske skupine. Kaj pa se v tem trenutku dogaja na terenu? Gospod Radosavljević, začnimo pri šolnikih. Vas bo že drugič največ med stavkajočimi v stavki javnega sektorja in nekako posledice tega dela stavke bodo ljudje tudi na nek način najbolj občutili. Zaprti vrtci, zaprte šole. Ja, mogoče samo, kako smo sploh prišli do tega, da smo znova med stavkajočimi. Številke, ki se tukaj omenjajo, so po svoje zanimive, ampak za nas, torej za področje vzgoje in izobraževanja, absolutno ne držijo. Tu se omenja 5%, to je na globalnem nivoju za cel javni sektor, kar se našega ministrstva tiče, bi bil ta poseg v znesku približno 10%. To je zelo velik znesek, glede na to, da smo lani torej celo pristali na znižanje plač v višini 5%, zdaj se pa masa plač konkretno za vzgojo in izobraževanje znižuje še za dodatnih 10%. In če komentiram ministra, temu, čemer ne bi se vlada ali pa vlada želela izogniti, vse za naše ministrstvo ne velja. Torej, kombinacija ukrepov oziroma ti standardni normativi, ki so zdaj sicer umaknjeni, je predvidela oboje. Na eni strani odpuščanje, številke so bile tukaj od 1100 do 3500, po drugi strani pa nižje plače. Torej, ne samo eno ali drugo, ampak celo oboje. Poleg tega, kar smo doživeli lani, poleg tega, da imamo podpisan stavkovni sporazum, poleg tega, čemur se je minister elegantno izognil, tudi to, da je odpuščanje v višini 1% normalno, vse, kar je preko, pa seveda ne. In o tem praktično ni bilo nobenega odgovora oziroma ni bilo nobenega komentarja. Kar pa se na terenu oziroma vse pri nas dogaja druge stvari, smo zato zdaj tukaj, ker smo. Gospod Marinčič, na javnih univerzah se nekakšen vtis v javnosti je, da se v bistvu nezadovoljstvo z vladnim varčevanjem šele dobro stopnjuje. Vsakič tudi, ko ob drugih vprašanjih gostimo ljudi z kakšne fakultete ali pa univerze, dobimo v podtonu izraženo tudi to nezadovoljstvo samih strokovnjakov, ki pridejo k nam druge družbene pojave komentirati. Kakšne so vaše zahteve in kakšne rešitve predlagate oziroma pričakujete? Ja, ob tej skupni stavki splošnega javnega sektorja si noben posamezen del ne more privoščiti, da bi postavilo svoje specifične zahteve. Ne? Ker to, kar mi zahtevamo, je res minimum od minimuma. Mi hočemo vzpostaviti stik, tako rekoč, z neko drugo civilizacijo. Z vlado, ki se obnaša, kot da prebiva na nekem drugem planetu, ki je govorila, ta vlada in prejšnje vlade so ves čas ponavljale sintagmo masa plač. Ta trenutek se pa zdi, da v resnici tudi sami ne vedo, kaj naj bi to sploh bilo in kateri je tisti znesek, od katerega naj bi bili mi pripravljeni vzeti 5%, 7% ali pa tudi 18%. Jaz moram reči, da sicer razumem, da je situacija ministra Pličaniča zelo težavna, da se številni ministri te vlade ta hip že obnašajo tako, kot da so v odhajanju, kot da se hočejo samo še bolj ali manj spodobno odfecljati iz te politične komedije, ampak to ni tisto, kar bi nas ta trenutek najbolj skrbelo. Nas mora ta trenutek skrbeti ne obstanek političnih elit, ampak to, da zagotavljamo prebivalcem te države tiste storitve, tiste javne storitve, ki so osnovne, ki so temeljne za preživetje, ki so, če hočete, temeljne tudi za to, da se tukaj ustvari neko spodbudno podjetniško okolje. Bom rekel tudi to. Ampak na samih univerzah, recimo v tem visokošolskem okolju, vi prihajate iz tega sindikata, ali ljudje imajo neka konkretna pričakovanja o plačah, zaposlovanju, se čuti kakšna neenakost kadrov, nezasedenost, ne vem, posameznih kateder, področij, inštitutov. Zelo razvejan je ta sektor. Veste, gledalce moramo na nek način predstaviti, kakšna je slika v tem sektorju. Ja, zdaj lahko govorim bolj za
univerzo. Mislim, da je splošno znano dejstvo, da je visoko šolstvo v Sloveniji skrajno podhranjeno, da imamo dejansko zelo, zelo slabo razmerje med številom učiteljev in številom študentov, da je na marsikateri univerzi 80% opreme odpisane in tukaj se res težko predstavljati, da bodo v to okolje množično prihajale znanstvene zvezde iz tujine, kar ves čas slišimo od ministrstva. Moram tudi povedati, da seveda univerza je ne glede na to svoje uboštvo izrazito razslojena ustanova v primerjavi z drugimi deli javnega sektorja. Po eni strani seveda to uboštvo, ki pomeni, da ima univerzitetni asistent v mnogih primerih slabšo plačo od osnovnošolskega učitelja, po drugi strani pa tudi vendarle razslojenost znotraj same univerze, samih fakultet. In ob tej stavki se je zelo hitro že začelo kazati, ko ste govorili o postopoma rastočem nezadovoljstvu, da so znotraj univerze nekateri vendarle veliko bolj zadovoljni kot drugi, da so nekateri stavki pravzaprav tudi zelo, zelo nenaklonjeni in tukaj ne gre samo za delitev med družboslovjem, humanistiko in naravoslovjem na drugi strani, ampak gre v resnici za razslojenost tudi znotraj samih fakultet. Skratka, nekateri se v svojem trenutnem položaju počutijo veliko bolje kot pa drugi, ampak to je že specifika tega okolja. Podrobnosti. No, gospod Uroševič, policisti ste že 11. januarja nadaljevali enkrat že prekinjeno stavko. Danes ste sicer oblikovali tudi nekoliko spremenjena stavkovna navodila. Kaj se spreminja in kako boste sodelovali v stavki v sredo? No, glede nadaljevanja stavke je, mislim, da dosti jasno, da gre zaradi, da se stavka izvaja zaradi neizpolnjevanja stavkovnega sporazuma z dne 30. maja lani. Tudi, če smo pozorno poslušali ministra, smo opazili, da ta vlada oziroma ta ekipa, ki je nekako na drugi strani z vsakim novim letom očitno pozabila vse obveznosti in dogovore sklenjene med tem tako imenovanim socialnim dialogom in dejansko se na nek način, lahko rečemo, požvižga na vse obveznosti in pa na vse obljube, ki so jih dali, s katerimi so v nekem trenutku ustvarili nek socialni mir, ali naj si bo to recimo z našim sindikatom, naj si bo nasploh sindikati v javnem sektorju. Kar se tiče spremenjenosti stavkovnih navodil, v bistvu v ničemer bistvenega danes na stavkovnem odboru nismo spreminjali, kar bi bilo navzven pomembno ali pa vidno pri samem izvajanju stavke. Tako da stavka se nadaljuje v takšni obliki, kot se je začela 11. januarja in se bo nadaljevala tudi, kot sedaj kaže, po 23. januarju. Pri tem še moram poudariti, da še vedno upamo na rešitev določenih stavkovnih zahtev in tudi na nekatera zagotovila, ki jih mogoče lahko dobimo že jutri. Vsekakor pa vztrajamo in želimo enkrat jasno in dokončno prikazati tako vladi kot tudi nasploh tej javnosti, strokovni javnosti, da enostavno sredstev za varnost v tej državi, pri takšni varnosti, ki jo nudi policija, ni enostavno več mogoče zniževati. Moramo se zavedati, da od leta 2008 v bistvu gre krivulja navzdol, sredstev namenjenih za plačevanje policistov, za plačevanje teh, se pravi, teh storitev, ki jih nudi policija in pa ministrstvo kot celota, je vedno manj in dejansko gre vedno za procentualne reze. Tudi sam minister je jasno povedal, da z lahkoto izračunajo, mislim, da z pritiskom na eno tipko lahko izračunajo, kaj pomeni 1% minusa, 5% minusa in pri tem jim ni za oporekati. Dejansko res edine in prave številke so, kar se tiče na plačah v državni upravi, še posebej pa v policiji. Rad bi še to poudaril,
Na podlagi, ko smo preverjali učinke ZUJF-a, se pravi lanskega zakona o uravnoteženju javnih financ, smo ugotovili, da je samo na plačevanju prevoznih stroškov policistk in policistov bil ustvarjen 35% prihranek v primerjavi z mesecem oziroma letom pred uveljavitvijo ZUJF-a. To pomeni, da dejansko lahko prav v našem ministrstvu oziroma v naši dejavnosti, v našem, če tako rečemo, sektorju z eno tipko do decimalke izračunajo ali prihranke ali minuse. Ampak veste, ko govorite o potnih stroških, potni stroški so bili dejansko do sprejetja zakona o uravnoteženju javnih financ na nek način korektiv slabih plač policistov. In najbrž je težko si zamisliti normalnega plačnega sistema, v katerem so potni stroški korektiv za nekoga, ki mora biti zadovoljen, recimo javni oziroma državni uslužbenec. Poleg tega, recimo zdaj, ko v tem nadaljevanju stavke, se zdi, da je glavni problem plačevanje nadurnega dela oziroma tega prekomernega dela. Minister je v enih javnih izjavah zatrdil, da so seveda z decembrsko plačo ta povečan obseg dela izplačani, da so bile tudi nadure izplačane, konkretne zneske je tudi navedel v javnosti, mislim, da 650 tisoč za kategorijo povečanega obsega, pa 305 tisoč za nadure. Torej, zakaj menite, torej, kje je vaš argument, da se tisti stavkovni sporazum iz lanskega leta ne uresničuje? No, sej, v bistvu, še enkrat poudarjam, določene točke stavkovnega sporazuma se niso izpolnile oziroma niti ni bilo poskusa, da bi se izpolnile, a ne? Določene točke imamo pa vsak mesec, iz meseca v mesec težave pri izpolnjevanju in konkretno je primer povečanega obsega dela, to je prva točka iz našega stavkovnega sporazuma, kjer je, mislim, da 4. januarja zaokrožil dokument, po katerem je bilo napovedano strani ministrstva, da bo oteženo oziroma da se lahko zgodi, da teh sredstev ne bo. Po začetku, nadaljevanju naše stavke je pa prišel dokument, ki je tisti prejšnji dokument na nek način prekliceval in zatrjeval, da ta sredstva bodo. Ko smo želeli jasno in to jasen in nedvoumen sklep ali odgovor vlade, da zagotavlja, da bodo sredstva za izpolnjevanje tega stavkovnega sporazuma zagotovljena v celem obdobju veljavnosti ZIPRA, pa se je zataknilo. In so rekli, oziroma minister sam je odgovoril, da ne želi dajati obljub, ki jih ne bo mogel izpolniti. In na tej točki je dejansko zdaj vprašanje, tudi če bo 5. februarja pri plači za januar ta obseg izplačan, ali bo 5. marca, ali bo in tako naprej. Kar se pa tiče potnih stroškov, pa moram na tej točki na nek način protestirati. Ni šlo za, tudi dopuščam to možnost, da je šlo za korekcijo določenih plač, vendar moramo se zavedati, da če ne bi bilo tega tako imenovanega povračila nadomestila, bi se nam lahko zgodilo, da na območju Kopra, Gorice in pa predvsem južne meje z Republiko Hrvaško sploh ne bi mogli zagotavljati kadra. Ker je šlo tudi za premestitve pravzaprav iz drugih delov Slovenije. Ker enostavno niso šli ljudje tja delati zaradi tega, ker bi tam želeli to delati, ampak enostavno tam ni domačinov, ki bi bili pripravljeni to delati. Ker so bile potrebe službe, bi te bom rekli. Za 705-710 evrov neto na mesec. In to je bil problem. In mi smo to ves čas stavke v aprilu in v maju lani poudarjali. In stavkovni sporazum je bil na nek način neke kapljice v puščavi, ki so nas obdržale pri nekem življenju in smo rekli, v redu, ne bomo nadaljevali stavko, vendar ta sporazum mora biti v celoti izpolnjevan. Ko pa pride novo proračunsko leto, se pa pozabijo stari dogovori, sporazumi in še kaj, bojim se, da mogoče nas čaka še kaj hujšega in smo tle, kjer smo.
Aha. Gospod Radosavljević, pri prejšnji stavki šolnikov ste nekako po šolah in vrtcih izjemoma poskrbeli za tiste otroke, ki jih starši res niso mogli nikomor zaupati v varstvo. Tokrat tudi v izjavah predsednika SVIZ-a gospoda Štruklja ste nekako bili bolj skrivnostni pri tem, kako bo to tokrat potekalo pri tej stavki. In moram priznati, na spletnih forumih sem recimo danes bral tudi jezne odmeve ljudi, češ povejte nam, ali boste stavkali, da vemo, ali na jutri vzamemo dopust za sredo ali ne. Kako bo s tem v resnici? Torej, stavkali bomo, ampak tako kot je bilo pri prejšnji stavki dogovorjeno, v primerih višje sile, ker res ni nobene druge možnosti, je možen dogovor, torej starši pač sporočijo vrtec, da niso uspeli najti nobene druge rešitve in potem bodo svojega otroka pripeljali v vrtec in bo tisti otrok varno preživel tudi tisti dan, ne glede na to, da bomo stavkali. Enako velja za recimo prvošolčke v osnovni šoli. Za tiste v srednji šoli bi se pa dalo pričakovati, da se bodo znašli tudi brez nas. Da so dovolj stari in zreli. In nori od sreče. Ja, poglejte, za vse tri eno vprašanje in bi vas prosil za komentar, ker zaradi omejitev po zakonu o stavki se v različnih dejavnostih, in vsi trije prihajate iz različnih dejavnosti, tudi različno stavka. Recimo vrtci in šole bodo zaprti, ne vem, v sociali in delu zdravstva bo obveljal nedeljski urnik, medicinske sestre, za katere vemo v zdravstveni negi, kako so obremenjene, bodo stavkale le 12 ur, ker jih ni dovolj in enostavno več kot 12 ur stavke si preprosto zaradi bolnikov ne morejo privoščiti, kar je najbrž do te poklicne skupine še dodatno krivično. Pol dneva, torej zdravniki ne bodo stavkali po drugi strani, del policistov stavka, del ne, ker vi predstavljate večji policijski sindikat, manjši ni v stavki. Na centrih za socialno delo bodo obravnavali le nujne zadeve. Zdaj navajam, bom rekel, nekako to paleto različnih oblik stavke, ki bodo potekale tako, kakor bodo potekale. Ali ste prepričani, da državljani takšno stavko razumejo in da jo sprejemajo? Gospod Marinčič. Jaz mislim, da ljudje to vedno bolj razumejo in jaz mislim, da so mogoče že malo siti tudi teh populističnih floskul, ki jih poslušamo že kar nekaj časa. V bistvu tudi ljudje v gospodarstvu, ki imajo res slabe plače, vedno bolj razumejo, da si ne morejo plačevati vedno dražjega preskakovanja čakalnih vrst, da svojim otrokom ne bojo mogli plačati gimnazije ali pa univerze. Mislim, da je ljudem to vedno bolj jasno in da so temu populizmu nehali nasedati. Vedno bolj razumejo, da javni sektor, da to pač ni neka rasa parazitov, neka posebna pasma, ki jo je treba držati na vrvici in jo po možnosti čim bolj omejiti, ampak da so ti ljudje, ki to delajo, pač del nekega sistema, ki koristi prebivalcem te države. Bi pa rekel, v zvezi z specifikami. Na Mariborski univerzi bodo ta teden še potekala predavanja v času stavke, kar pomeni, da predavanj verjetno ne bo, razen če se bo kdo hotel, ne izključujem te možnosti, posebej profilirati kot stavkokaz, mogoče kdo od profesorjev, to bolj kot izziv. Na Ljubljanski univerzi so v tem času izpiti, seveda se bomo tukaj potrudili, da bo čim manj škode za študente. Potem so pa zelo specifične situacije, naprimer na medicinski fakulteti, kjer tudi mi nismo mogli dati čisto jasnega odgovora, kaj je tisti minimum nujnega dela, ko se pač raziskovalno delo neposredno prepleta z zdravstvom. Tukaj bodo pač zaposleni na teh inštitutih verjetno sami določili, glede na strokovno specifiko, kaj je ta minimum in se bodo glede tega uskladili z vodjem, s predstojnikom in z sindikati. Gospod Uroševič, kaj vi mislite? Ali ljudje razumejo to specifiko? No, jaz upam, da razumejo. Nenazadnje pa je treba poudariti, da mi ne izvajamo nobene stavkovne aktivnosti ali pa nenazadnje tudi stavke ne proti ljudem. In ne stavkamo zato, ker želimo neko popularnost zbujati, ampak mi enostavno stavkamo proti vladi, proti vladnim ukrepom in želimo, da to stavko čuti in da jo predvsem
poskuša razumeti vlada in pa ministrstva, ki z nami upravljajo oziroma ki nam režejo vsakdanji kruh. In mi z vsemi stavkovnimi aktivnostmi doslej nismo želeli prizadeti nikogar od posameznikov. Kar se tiče pa tako imenovanih stavkokazov oziroma tistih, ki ne želijo in niso pripravljeni izvajati stavkovnih aktivnosti, pa se bojim, da njih ljudje ne bodo razumeli, ker so že informacije, da nekateri agresivneje nastopajo do udeležencev naprimer v cestnem prometu in poskušajo ta minus zaradi neizrečenih kazni dobiti nazaj oziroma ga pripeljati v proračun. Tako da v vsakem primeru pa menimo in tudi ena od mogoče bodočih naših aktivnosti bo usmeritev in pa našo stavko predstaviti tudi kolegom v tujini, ker smo imeli podobne situacije, ko so kolegi naprimer na Portugalskem, na Nizozemskem stavkali in so tudi nas prosili za podporo. In vidimo, da takrat pride do določenih učinkov in tudi do začetkov malo bolj konkretnejših pogovorov. Ali ste izračunali, koliko je recimo bilo manj izrečenih kazni od tega začetka nadaljevanja stavke? Ne, s tem se ne ukvarjamo in dejansko mi, še enkrat poudarjam, ne želimo niti škodovati, predvsem ne prebivalcem in pa državljanom Republike Slovenije, in tudi teh podatkov nimamo, niti se nismo z njimi ukvarjali. Po nekih ocenah pa gre to v tem času, se pravi v teh 11 dneh, verjetno tudi v nekaj 10.000 evrov v tem času. Torej neizrečenih v bistvu kazni. Po naši oceni. Samo opominov, ja. Povejte mi še eno stvar, mislim, da je to pomembno v tem družbenem trenutku. Ali ste se po teh mariborskih ljudskih vstajah, pa vse slovenski ljudski vstaji, nekako v očeh javnosti, vsaj po tem vašem pogledu, po tem, kar vi spremljate, znašli ali v nemilosti ali pa na nek način, ali se je odnos do policije spremenil? No, naša ocena ali pa lahko rečem tudi moja ocena je, da če mislite odnos javnosti, odnos prebivalstva do policije, da ni se nič poslabšal, kvečemu mogoče celo boljši, vendar me pa bolj skrbi tudi ne nazadnje ministrovo stališče, da želi pa zdaj na podlagi teh določenih finančnih sredstev, ki so jih uspeli zagotoviti v času izvajanja teh protestov, nagraditi izključno tiste in samo nekatere, ki so neposredno opravljali naloge na teh protestih, kar se mi pa zdi na nek način bolj populistična poteza, čeprav vemo, da gre pa za sredstva, ki so v tem tako imenovanem skupnem obsegu mase za plače zaposlenih v policiji. To me pa v tem trenutku mogoče najbolj skrbi. Gospod Radosavljević, kako vi vidite te razlike, ker ta različnost je včasih begajoča. Če tam odpustijo, vi recimo tiste, ki morajo otroke poslati v šolo, vendarle obremenite. Kar se tega tiče, in ko govorimo o odpuščanju v javnem sektorju, smo mi del enega sektorja, ker to poznamo od nekdaj. Pri nas imamo pač določene stare normative in če ni otrok v vrtcu, če ni oddelka v osnovni šoli, učitelj nima delovnega mesta. In pri nas vsako leto, recimo konec šolskega leta, zdaj je to posebej zvito v srednjih šolah, kolegi profesori v srednjih šol izgubljajo svoje delovne mesta. In to je pri nas prezentno že desetletja, pa se o tem pravzaprav nihče ne govori in zdaj je to kot odkrivanje tople vode, recimo odpuščanje v javnem sektorju. Mi to poznamo že leta in to poteka popolnoma normalno. Ni otrok, ni delovnega mesta. Tako da mi smo tukaj izpostavljeni pravzaprav vedno in to ni nekaj novega za nas. Na nek način trgu. Tako je. Ampak kakšna so vaša predvidevanja? Po nekaterih podatkih naj bi se število otrok v naslednjih recimo desetletju znižalo tam generacijsko gledano tam z enih 380.000 na 310 ali pa celo pod 310.000 generacij, če vzajemo vse te starostne.
starostne stopnje. Ali to pomeni, da pravzaprav bo v tem šolskem sistemu med šolniki kriza še hujša? Odvisno. Tudi mi se razlikujemo, pač cela vertikala od vrtcev do recimo univerze. V tem trenutku se problem seli. Kar se rodnosti tiče v tem prvem starostnem obdobju, so vrtci polni. Problem v tem trenutku je vse, kar se nas tiče, najbolj izrazit v srednjih šolah. Ta del populacije v tem trenutku pada. Tisti zamik za vrtcev bo prišel k nam čez 10 let. V tem času bo pri nas kriza. Potem se pa to selilo drugam, tudi na univerzo. Kako pa na univerzi vidite ta problem? Vi ste rekli prej, da je zdaj problem v tem, da je premalo profesorjev pa preveč študentov. Mi smo zaenkrat še javni uslužbenci in vsaj kar se tiče sindikatov, zelo trdno stojimo na tem stališču, da to želimo tudi ostati, da želimo ostati del sistema javnih storitev, čeprav so mnenja glede tega v akademski skupnosti precej deljena. Medtem ko se vlada v resnici obnaša, kot da mi že zdavnaj nismo več javni uslužbenci. Zadnjič na enem od teh pogajanj je minister Turk celo rekel, da je v resnici stvar rektorjeve presoje, a bo imel veliko število slabo plačanih učiteljev ali majhno število dobro plačanih učiteljev. In zdaj, na to smo danes tudi in zadnjič na pogajanjih skušali večkrat opozoriti, pa vlada ni bila sposobna temu prisluhniti. Zakon o sistemu o sistemu javnih uslužbencev govori v svojem 1. členu natančno o tem, skoraj v nekem svetopisenskem jeziku poda osnovno pravilo, ki se glasi: za primerljivo delo primerljiva plača. Torej, ta razmerja se, dokler ta sistem velja, enostavno ne morejo rušiti, pa naj si to nekdo še tako želi. Samo še eno stvar bi dodal. Velikokrat pozabljamo, da vsaj v nekaterih delih javnega sektorja zelo očitno sploh ne gre za varčevanje, ampak za odkrito privatizacijo. Univerza je tipičen primer. Proračun, če se štejemo nacionalne in evropske vere, se je za 2013 celo izdatno povečal, verjetno celo že za 2012, ko bo obračun narejen, pri čemer se ta zlasti evropska sredstva načrtno prečrpava v zasebne fakultete in sicer večinoma v družboslovne fakultete, ki jih baje ne potrebujemo, se strinjam, da jih ne. Ampak zdaj, ko ste tako decentno rekli, da se strinjam, da ne, zadnjič sem tudi vaša dva kolega z Mariborske univerze, ki sta bila gosta v naši oddaji in sta oba družboslovca, seveda spraševal o tem, kako razumemo recimo tudi poskus pri vpisni politiki za to novo prihajajoče študijsko leto, da se, ne vem, recimo preusmerja ljudi iz družboslovnih študijskih programov v naravoslovne študijske programe. Za kakšno vrsto socialnega inženiringa gre tukaj in za kakšno vrsto prehoda recimo iz srednje šole na univerzo? Ne, tukaj ste me narobe razumeli, to je bilo mišljeno ironično. Jaz sem rekel, da ne potrebujemo novih zasebnih koncesijskih družboslovnih fakultet, ker gre v tem primeru za zlorabo samega inštituta koncesije. Vseeno vprašanje ostaje generalno, ne glede na privatizacijo. Jasno pa, da služi ta omejitev vpisa na humanistiki, družboslovju in umetnosti, ki nima mimogrede nobenih finančnih učinkov, točno preusmerjanju študentov na te omenjene fakultete. To je zloraba inštituta koncesije. Namen koncesije je, da dopolnjuje javni sistem storitev, ne pa da mu konkurira. Podobno je pravzaprav tudi pri nas. Minister je skratka utemeljil na podoben način tudi zmanjševanje oddelkov v javnih gimnazijah, po drugi strani pa se je poskušal odpreti dodaten oddelek na zasebni, škofijski in šele po intervenciji in po protestih z naše strani se je ugotovilo, da če se na eni strani ukine, se ne more potem v zasebnih šolah odpirati na novo. Moje zadnje vprašanje se nanaša na eno zanimivo statistiko, ki mislim, da zasluži si naš komentar ob koncu oddaje. Od leta 1993, se pravi v zadnjih 20 letih, je bilo v javnem sektorju v Sloveniji v različnih dejavnostih skupno 27 stavk, se pravi več kot ena na leto. In v večini primerov je šlo za stavke zaradi kršenja kolektivnih pogodb in dogovorov med vlado in sindikati strani vlade. Te ali one, ker vemo, da smo imeli različne vlade v tem obdobju, vsaj 4 ali pa 5. In kaj je sploh možno narediti,
da se stavka je vendarle ena najbolj radikalnih oblik izražanja nezadovoljstva in tudi oblik sindikalnega boja, da se te stavke ne izrodijo v nekaj, kar potem mora biti nihče več ne bo jemal resno. Kaj sploh lahko pričakujemo od politike, oziroma kaj v dosedanjih pogajanjih z vladno stranjo sploh kaže ta in ona politika, ker pogajali ste se, vsi ste stari mački v teh pogajanjih, pogajali ste se tudi s prejšnjimi vladami, ne samo, no, morda dr. Maničič ne, ampak gospod Radosavljević pa gospod Urošević. Ampak je veliko amaterizma na drugi strani, tako da ni problem. Ja. Dobro, kakorkoli že. No, verjetno mogoče je tudi krivda ali pa predvsem tudi na sindikalni strani, ne? To, kar smo ugotovili, in mislim, da smo s kolegom omenila oba, ne, spoštovanje dogovorov in pa sporazumov. Mi smo zdaj v tem trenutku prav v takšni stavki zaradi nespoštovanja stavkovnega sporazuma. Ne. Stavkovni sporazum je mirovna pogodba in mirovna pogodba, če se ne spoštuje, vemo, kaj to v svetu pomeni. In mi imamo na tej točki največ problemov in če bi vsi skupaj striktno, tudi na sindikalni strani, skrbeli za to, da se te stvari izpolnjujejo in ko prije do neizpolnjevanja, da ne nazadnje ni samo stavka tisto, kar naj zaščiti nek sporazum, dogovor. Imamo tudi eno kopico sporov na delovnem in socialnem sodišču, kjer utožujemo tako pravice iz takšnih in podobnih sporazumov in dogovorov, ne? In verjetno je to tisto, kar polnite sporazum na strani pravosodja, prihodkov pravosodja. Ker ti pravni stroški stanejo. Problem je v tem, da nek sporazum predvideva dva verodostojna, bomo rekli, partnerja, ki ima gre zaupati. Mi pa dejansko smo velikokrat v situaciji, da stavkamo zaradi tega, ker so stavkovni sporazumi kršeni, ampak ne z naše in z vladne strani. To je v tem trenutku znova primer in ena izmed naših stavkovnih zahtev je čisto preprosto spoštovanje dogovorov in sporazumov, ki jih imamo. Problem pri stvarih, ki jih imamo na sodiščih, pa je v tem, da tudi poprečen državljan ve, kako to pri nas funkcionira. Torej, vi ste dobili spor glede regresa, mi smo dobili spor glede regresa, denar pa lahko samo sanjamo. Zato, ker država, ne glede na to, nima nobene podlage, da je kršila naše pravice, bo stvar zvlečevala z nadaljevanjem, sojenj recimo na drugi stopnji in na koncu bomo morali pristali celo v Bruslju. To nam je očitno pač pot, po kateri moramo iti, da s to vlado recimo skušamo svoje pravice izboriti. Dobro, hvala vam seveda za vse odgovore in vsa pojasnila, za sodelovanje v naši oddaji. Upajmo, da bodo vendarle rekel, da se bo ta dialog izboljšal in da bomo do določenih rešitev prišli, ker enostavno obremenjevati tudi javnost, obremenjevati vse druge ljudi z stavkami in stalnim nezadovoljstvom ne gre v nedogled in prej ali slej v nekem realnem času ta družba potrebuje rešitve za to, da se umiri in počasi išče izhode iz krize. Hvala vam seveda za vaš prispevek in za vse argumente v tej sicer širši seveda javni razpravi o naših pomembnih problemih. Vam, spoštovani gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Še naprej vam želimo prijeten večer in nasvidenje v ponedeljek 28. januarja, ko bomo v tej oddaji predstavili, kako se je začel program in kako bo v letošnjem letu Maribor zaživel kot Evropska prestolnica mladih. V sredo 23. januarja bomo v tem terminu predvajali posnetek prireditve Bob leta 2012. Vse tiste, ki ste prireditev zamudili v neposrednem televizijskem prenosu, vabimo k njenemu ogledu. Pozdravljeni.